oddaja na Coinu, portala Decrypt in z vami sva David, in Stane. V njej razpravljava o Bitcoinu na preprost način. zelo po domače. Če ti v družbi nerodno vprašati o kakšni stvari, Vprašaj najo in posnela bova odgovor. vprašanje pošli na info@decrypt.com. Oziroma info@dakript.com. Stane, kaj se pripravlja za današnjo vročo poletno epizodo? Vroče teme, kot so Bitcoin v športu, kako je Nemčija prodala 50.000 bitcoinov, odgovorila na vprašanje poslušalcev, govorila o dogajanju z gotovino na bosansko-hrvaški meji. Imamo kakšno novo tole temo, rubriko? Ja, družabna kronika. To deva začeti. Ti si videl tole, kaj se je zgodilo tam na drugem koncu sveta? V kjermu koncu? V Kungoti? Skoraj tam. Hodoš, Skoraj tam. Blatno jezero? Ja, A grem pravo smer? je tale gospod Larry Fink od BlackRocka. Aha, on je rekel, da se je zmotil glede bitcoina. Ja, on je kar naenkrat zdaj obrnil kaj Trump je rekel, da mogoče pa Bitcoin ni tako slab, ne? Tako je. Pa da je kaj s tem naredil. Zdaj pa kar naenkrat čuden tale od BlackRocka, a ne, Larry, rekel, da se je zmotil. A ni to malo zanimivo, a ni? Zanimivo je, ne? Pač follow the money. Ja, nekako, ne? Se pravi, kaj sem pa videl tudi na LinkedInu, eno objavo, Andreja Škraba. Andrej Andrej Škraba. CEO od Astra AI. Ja, pa tudi bitcoiner je, ne? Aha, kaj je napisal? Le takole je napisal, izteka se čas do trenutka, ko bo Blaž Brodnjak podal enako izjavo za Bitcoin. Se pravi, da se je zmotil. NLB plakati za Bitcoin še pred koncem 2025. Pa se je vsul en kapenih odgovorov oziroma komentarjev in tudi Blaž Brodnjak je komentiral. In ne samo enkrat, ampak kar doskrat. Pa se je čisto vnel. Kaj je bral to? Zdaj le berem, neki govori o religiji, pa da se BlackRock lahko poigrava z denarjem levo, desno, on pa ne. Pa da je Bitcoin religija, pa primerja ga z delnicami. Pa misliš, da je on sploh domačo nalogo naredil? Pa ne zgleda, glede na te razburjene odgovore, to je res čuden. Zakaj si je on toliko cajta vzel? Ja, malo čuden, ja, ne, da zdi se mi, CEO banke, Da velike, delati? pa da tako, super, sej mogoče pa, jaz ne vem, ampak meni se zdi, da imaš tukaj ali možnosti se sam to, ali da zelo dobro razume, kaj Bitcoin je, pač noče javno povedati. A pa se ga boji? Kaj pa če se ga on boji? Seveda se ga boji, ne. Normalno se ga boji, k bankam pol odžira, ne, posel tudi. Ampak če je on rekel, da je Bitcoin religija, ne, pa hkrati sedi v največjem komunističnem templju v Ljubljani, v tej stolpnici TR3, ne, zakaj primerja Bitcoin z religijo, če vedemo, da je to matematika? A veš, kako je ponovadi, ne? Ponovadi vedno hočejo glih kontra nam podati informacije, kakor pa dejansko je, ne? Se pravi, on kupuje od zadaj. Ja, mislim, če tako razmisliš, jaz ne bi bil presenečen, da ima on Bitcoin zasebno. NLB verjamem, da nima, kar pač ne sme držati, ne? Mogoče bo tudi Slovenija to spremenila, prej ali slej, tako kot se dogaja drugje po svetu. Ampak ja, je ena možnost, tako kot sem rekel, se pravi, da to drži. Druga možnost, pa če ne razume Bitcoina, bolj lahko rečemo, da ne razume denarja. Si predstavljaš, da imamo cel ta največje slovenske banke, naše, ne, se pravi družbene, ki ne razume denarja. Pa sej zato jaz res upam, da je prva možnost. No? Dejva tako reči. Ja, da on ne sme povedati, da v resnici kupuje kaj nor. Buying the dips. Možno, še kakšne insiderske informacije izkoristiti. Ker on je enkrat tudi rekel, da davčni sistem je ena velika ovira, kar je res, ne? On v resnici ne zgleda tako neumen, ja, da ne bi vedel, kaj je. Sej zato si jaz malo sumim, da je bolj to ena igra, ne? Da tamle kupujejo te fantje Bitcoin, ampak javno tega ne povedo. Tako kot Larry tudi ni kupil, ne? Larry tudi pojma nima in Bitcoin je ponzi schema, dokler pač ni to več tako. Sprav, mogoče ima Andrej res prav, mogoče do res hiter plakatikle.
2026. David, kaj pa Bitcoin v športu? Pred nekaj dnevi smo imeli v Mariboru srečanje z bolgarskim nogometnim klubom Botev Plovdiv in na njihovih dresih smo opazili napis čez cela prsa Bitcoin in na rokavu velik logotip Bitcoina. Kaj je s tem? Bolgari so eni prvih, ki so Bitcoin nekako pripeljali na sceno. Oni, se pravi, v Bitcoinu lahko vse kupaš, kar se tiče kart, razne merchandise pri njih. Prodajajo tudi celo izobraževalne, se pravi, knjige. Ne, piše samo knjige, gledam na spletni strani. Kar se mi pa zdi zanimivo, kaj še delajo, je to, da tisti, ki kupijo s cashom, se pravi z denarja, z gotovino, jim dajo nazaj cashback v satoshijih. Se pravi, jim dajo nazaj Bitcoin. Ne? Super, dobra fora. Ja, ne piše pa nikjer, ali oni pač Bitcoin kot tak držijo v svojih rezervah. Ja. Mogoče glede tega pa se pa lahko naveževa na klub v UK-ju. Je pa Real Bedford, ki ga ima pa podcaster, največji podcaster za Bitcoin, mislim, da ki pokriva, Peter McCormack. In oni pa resno gradijo na tem, tudi Bitcoin držijo, dolgoročno skušajo, kakor se le da, operirati z Bitcoinom, imajo tudi kar zelo močne sponzorje iz Bitcoin sveta. So pa v eni, nam rekel, najnižji ligi, ampak zelo v nižji ligi, neka 3., 4., 5., kaj tazga. Imajo pa tako moško kot žensko, kot mislim, da imajo celo mladince tudi. Je pa to zelo majhen kraj, kjer so to postavili, kjer so to strategijo zdaj naredili in jim kar ratuje. No? Vsa njihova moštva so bila prva in so napredovala v višji rang. Mislim, da imajo pa cilj priti v Premier League. Super, seveda. To je ena taka pozitivna zgodba, inspirirana na Bitcoinu. Upam, da jim uspe. A misliš, že v Sloveniji, kdo bo prvi? Kjer bo prvi klub, ki bo Bitcoin imel na majici? Ali pa, ja, da bi reči, o imenu? FC Šenčur. Mogoče. Ja. Mogoče so kar obetavni, ja. Obstaja sploh. Ja, če ne, ga bomo pa naredili, ne? Pred časom smo videli eno korekcijo v tečaju Bitcoina napram evru in govorice so, da je Nemčija prodala eno veliko kepo Bitcoina. Kaj se je v resnici zgodilo, David? V resnici čist ne vem, ampak kakor sem spremljal, ja, Nemčija oziroma nemška policija je zasegla v eni akciji, spomnim se, kot 50,000 recimo Bitcoinov, in držala neki let in so jih zdaj začeli likvidirati. Se pravi, postopek naj bi se zaključil, oziroma bil pri koncu in del tega naj bi bila tudi prodaja Bitcoina policije, se pravi, policija naj bi to dala na trg, na različne borze in prodala. To je trajalo en teden ali nekaj takega, ne več ni. No, na koncu, če tako rečemo, ja, če je policija država, oziroma odgovarja državi, oziroma v službi države, lahko rečemo, da je Nemčija prodala Bitcoina, je to dobro ali ne, bomo videli. Definitivno je pa zdaj končno Slovenija tudi prišla na nivo Nemčije, se pravi, Slovenija drži... Oboji smo brez, ne? Glih toliko Bitcoina Slovenija drži, kakor Nemčija, tako da, evo, saj na istem nivoju smo, ne, enakem. Tako da, upam, da jih prehtimo pri tem, no? Stane, ena novica je klele mi prišla pod roke. En gospod je prišel na bosansko-hrvaško mejo z bosanskimi markami, približno proti vrednost 170,000 evrov, in seveda želel prenesti na Hrvaško. Pa so ga ustavili in dobil je kazen 42,000 evrov ali nekaj takega. Se ti zdi to ok? Ja, Zgodnekdo meni se zdi ok, da ima to gnare, ne? Verjetno je že prav, da jih je zaslužil. Ne vem pa, če je ok, da ne smemo denarja prenašati preko mej, oziroma da smo omejeni pri prenašanju naše lastne gotovine, našega imetja preko meja. Tega pa ne razumem, to se mi zdi neetično.
Ja. In moralno nesporno, če kdo to prenese. A razumeš ti zdaj razliko med etiko in... Jaz ne. No, jaz tudi ne. No, v glavnem, tukaj moramo potegniti paralelo z Bitcoinom. a ne. Pustva legalnost, ampak se bolj nasloniva na etičnost in moralnost, kjer se nam to absolutno ne zdi sporno. Z Bitcoinom se to v resnici ne more zgoditi. Ne? Smo svobodni ljudje in svojo imovino lahko prenašamo preko meja. Drži. Se pravi, tukaj te nobena meja ne more ustaviti. Ne? Ker če prenesemo neko vrednost ali pa gotovino preko neke meje, to še ne pomeni, da jo bomo tam porabili ali pa skrili ali pa počeli z njo kakorkoli. Lahko gremo tudi naprej, še preko druge, tretje meje. Drži. A to pomeni, da če bi ta revež šel še čez eno mejo, bi še enkrat plačal Seveda. kazen in še enkrat in na koncu kaj? Bi pristal na cesti. Ja, mislim, država bi zaslužila vse, kar je on zaslužil. Ne? Pobrala Super. bi mu vse. Super. No. No, Se pravi, obdavčitev bi bilo 100%. zato rabimo, Pretiravam, ampak. zato rabimo Bitcoin, očitno. Absolutno. Se pravi, Bitcoin reši ta problem prenosa vrednosti kamorkoli, kadarkoli. Noben te ne more ostati to, kar ponavljava vsakič skoraj. Kar je še lepše, v resnici Bitcoin lahko pošlješ, brez da ga fizično prenašaš na kakršnem koli mediju. Ne? Absolutno. Ja. 10 minut, oziroma lahko tudi sekunda, odvisno od višine transakcije. Tako da, ja, nič, ne. Naslednjič ne malo razmislijo, kako bi te marke s temi markami mogoče zamenjali v Bitcoin, pa pol naredili s tem, kar pa želijo narediti. Pa še, Bitcoin je samo 21 milijonov, ne. Marke imajo pa inflacijo, ne. Tako da. Boh je, koliko jih je, noben ne ve. Ne? Spet imamo novega sponzorja. Ne. Mama. Bitcoin knjižnica najnim poslušalcem podarja 20% popusta na posamezno knjigo. Pojdi na www.bitcoin-knjižnica.si in nesi kodo na coinu, eno po eno. Saj veste, knjiga na knjigo palača. Kakšna palača? Ja, polna knjig, kakšna pa. Na Fountain appu smo dobili vprašanje poslušalca. Očitno sta šla Drago in Jasna na dopust in pojavil se en tretji poslušalc, verjetno so to te trije, ne? Imenovan Cak K, ki nas sprašuje, zakaj je pomembno, da Bitcoin kupujemo non-KYC, torej brez razkritja identitete. Kaj ti misliš? Mislim, zakaj bi sploh imeli identiteto pri našem denarju? To je prva stvar, ne? Zakaj to sploh normaliziramo, ne? Ja, to je pa posledica odločitev, ki izhajajo iz, mislim, da kaj je to, začetek 2000, tam nekje okrog. Pod pretvezo, da bojo ščitali, se pravi, teroristične transakcije, oziroma ljudi, ki se ukvarjajo s terorizmom, pranjem denarja in tako naprej. Otroško pornografijo. Absolutno, tudi to slišite tudi največkrat zdaj in boste še vedno slišali, in to boste slišali tudi pri CBDC-u, ki smo prej govorili, ne, te projekte. To je tudi tam noter in to boste slišali, zakaj se bo to uporabljalo. No, bolj gre za kontrolo, ne. Bolj gre za kontrolo in ja, polovijo mogoče 0,1% takšnih, ampak zaradi tega je pa pri vsaki taki transakciji smo mi kaznovani, se pravi, naša identiteta je pripeta tem transakcijam. In ne samo, da lahko vejo, kaj kupujemo, če to hoče neka država vedeti, ne, tudi hekerji, se pravi, vsi pol to hekajo, te baze podatkov. In znano je, da so te baze bile hekane in imajo tudi nas, če se spravijo na nas, pač te podatke. Ne? To pomeni, zdaj, če greva nazaj na Bitcoin omrežje, če kupujemo Bitcoin brez izdaje identitete, ščitimo tako sebe, kot vse nadaljne ljudi, s katerimi izmenjujemo ta Bitcoin, ker naša identiteta ni pripeta nekemu naslovu in... Tako. Zdaj, kaj bo pa on naredil s to transakcijo, ne? Se pravi, čim bo on potem to, kar sem jaz poslal tej drugi osebi naredil, če bo to združil z neko tretjim delčkom Bitcoina, ki pa je bil kupljen, tako da je on dal svoje podatke, ne? Potem bo njegova identiteta pripeta tudi s to transakcijo, ne pa moja. Ne? Torej,
da Bitcoin kupujemo brez KYC-ja, brez vezave identitete, je pomembno zato, da lahko naš denar zaslužen uporabljamo anonimno in po svoji volji. Absolutno. Zakaj mora kdo vedeti, prvič, koliko denarja imamo, kaj z njim delamo, to je čisto naša stvar. Ne? Denar je orodje. Ne? In pač nima imena. Tako da, Dobro vprašanje, ne? to je odlično vprašanje. Tako da tudi Drug drugi, a ne? Ne se opogumijo. Ja, dajte se opogumiti, pa Vse mogoče prijeta jasno, pa drago že z dopusta drug teden. bo videla. No, saj neki teh načinov, kje pa kako kupiti non-KYC oziroma Bitcoin brez identitete, sva pa pokrila, a ne, v preteklih epizodah. Ja, res je. Tako Kar da- naj si poslušalci poslušajo na YouTubeu, Spotifyju, kje še. Fountain in na spletni strani Decrypt. No, David, v prejšnji epizodi smo govorili o digitalnem evru in o vseh bolečinah, ki nas bodo doletele z njim, ampak teh primerov projektov CBDC je kar nekaj po svetu. Lahko več poveš, kateri so v pogonu, v analizi, v ne vem kakšnem stadiju še. Ja, klele smo najdeli en dokument, ki ga boste lahko tudi sami pogledali, ga bomo pripeli in bo link tam na voljo. Če pogledava, kjeri so dejansko v produkciji, se pravi, da se grejo že zares, je Jamajka je bila prva, ki je s tem začela. In kaj je za njih značilno, je to, da je, se pravi, sprejem strani prebivalstva počasen, da se država trudi to povečati z različnimi ukrepi in da je njihova valuta, se pravi digitalna valuta, povezana z ID-jem, kar seveda ni dobro, ne? Verjetno, če bi bilo to dobro, državi ne bi bilo treba tega spodbujati, ne? Ja, absolutno. Zdaj, če je naredila nekaj dobro za ljudi, bojo ljudje to izkoristili in uporabljali, ne? Ker nenazadnje država je v službi ljudi, ne? In ne obratno. A se ni nekaj podobnega zgodilo tudi v Nigeriji? Drži, v Nigeriji, pa tudi v Keniji, naprimer, so tudi že zelo delč, so tudi že, mislim, da kar v produkciji, kjer je pa ljudstvo proti temu in je isto, imajo velike probleme z adopcijo, jih pa seveda skušajo na različne načine vseeno prisiliti, da bojo ljudje to uporabljali. Sploh je navada za kakšne subvencije, ne govorim samo za Kenijo, govorim za vse ostale države, tudi kjer se to že dogaja, se pravi, da ljudje ne uporabljajo, država pa to z tistimi transfernimi, se pravi, denarjem, ki ga kot sociala, ne, dajo državljanom, tiste potem pogojujejo, da uporabljajo digitalne valute. To v resnici pomeni, da bodo najnižji sloji znova najprej najbolj odvisni od teh škodljivih Ja, ukrepov. seveda, ker nimajo drugih možnosti, bojo mogli to sprejeti, težko se bojo opirali, če nima za jesti, če ne moreš priti iz kraja A v B, boš pač to bil pripravljen požreti, niti ne boš razmišljal, ne? A je to slabo, a je to dobro. Boš naredil tisto, kar bo država dala, država pa seveda si želi, da vsak ta denar, da ga kontrolira in da je vsaka tvoja transakcija zabeležena in te usmerja, da ga porabiš tam, kjer oni želijo. In tukaj, če, naprimer Kazahstan je zadnji primer kaj država dela s temi spodbudami, a ne? In sicer usmerja državljane, da bolj uporabljajo infrastrukturo, ne, predvsem vlak. Se pravi, jim da digitalni, ne vem, kakorkoli se že imenuje njihova valuta, a ne, zato da potujejo z vlakom, se pravi, da vzpodbujajo te načine prevoza. No, daj, povej še, v katerih državah se pa dogajajo pilotni projekti, kjer raziskuje to zelo aktivno? Praktično v vseh večjih zahodnih državah, pa pol imamo tukaj še Kitajsko, Rusijo, Švedska, Velika Britanija, Izrael je tudi zelo, zelo daleč. Že mislim, da 2 leti ali pa 3 celo je šel najprej, je malo drugače ubral pot, je šel prvi do ponudnikov raznih rešitev, plačilnih rešitev in skozi njih želel prodreti do uporabnikov. Je bil delno uspešen, zdaj so pa še malo obrnili
na drugo stran pa bojo skušali še uporabnike, skratka z obeh strani želijo masirati ljudi in povečati uporabo. Pa tukaj še Indijo, Avstralijo, Kanado, Korejo, Japonsko, Gano. Tajska je tudi že zelo daleč, Brazilija, Nova Zelandija. Tako da ja, praktično vsi ta veliki so tukaj, so več ali manj v pilotnih fazah, tako kot je dejansko pričenja, s pilotno fazo tudi evro. Ampak imamo pa tudi nekaj spodbudnih novic, se pravi držav, kjer so projekti propadali ali pa so vodeče strukture opustile. Drži. Ta CBDC. Drži. Naprimer Danska je taka, če gledamo v Evropi. Pa Ekvador, zdaj mislim, da jih je 8 ali 9 takih, ki so bili, ki so javno povedali, da so to opustili. Ostalih zdaj nimam kle. Tako da ja, očitno nekatere države spoznavajo, da bodisi ne prinaša digitalna valuta neke dodane vrednosti in stroški, ki bi bili povezani za implementacijo tega, se pravi, presegajo to, kar pa naj bi ta rešitev prinesla. Mogoče pa tudi celo razmišljajo tako, da želijo dobro za državljane, pa ne naredijo tega. Upajmo. Imamo pa še primer moža prve dame. Moža prve dame, Slovenke. Ja. Slovenke v eni veliki državi, ki je tudi rekel, da ne bo dovolj uvedbe CBDC-ja. Ja, Trump je nazadnje zdaj izjavil to, sicer on je pač se malo obrne, ki vidi, da je dobro, če se obrne, tako da to je izjavil. Zdaj, bo to res se zgodilo ali se ne bo, pa bomo videli, ne? Ampak politikom ne gre zaupati, ker se samo prilagajajo, denarju. Zadnji morajo biti neki incentivi, morajo biti zadnji, da oni take stvari rečejo in spremenijo mišljenje. Ker on pred nekaj cajt nazaj ni tako razmišljal. Ej, kam pa ti bo spravil svoj bitcoin? Ja, porka Madonna, manj na strojno denarnico. Če še nimaš, ima zate Bitcoin shop. Se veš, skodo na Coinu dobiš 5% popusta na vse denarnice in oblačila. www.bitcoin-shop.si. Stane, o čem bo naslednjič govorila? Govorila bova o novih Ledger denarnicah. Ne, čak, to so že prejšnjič neki napovedovali. Ampak zdaj pa res. Ok, dobro. Ko še? Ja, kakšno novo rubriko bova uvedla? To so vas misleno, ok. Recimo, pa mogoče bova imela kakšnega gosta ali pa vprašanje. Pišite nama vprašanje, bova pa absolutno odgovarjala.